Vedno več ljudi trpi zaradi bolečin v hrbtenici, kolkih in kolenih, zaradi občutka zategnjenosti v vratnem in ramenskem predelu ter zaradi kroničnih bolečin, ki so posledica poškodb v preteklosti. Vse to so znamenja, ki nam kažejo, da je v nekem delu našega telesa, kot je na primer hrbtenica, nekaj narobe. Največkrat gre za nekajstopinjske premike vretenc. To lahko povzroči tudi nepravilni položaj mišic, sklepne ovojnice in nekaterih živčnih struktur. Vse to povzroča zdravstvene težave in hude bolečine. Zato mnogokrat posegamo po protibolečinskih zdravilih in izvajanju določenih vaj, vendar težave in bolečine ne popustijo, temveč se prej ali slej ponovijo. V teh primerih gre za fizično neravnovesje in določeno blokado v telesu, ki se lahko sprosti samo fizično, s pomočjo druge osebe, to je izšolanega terapevta. Ena izmed terapij, s katero nam terapevti pomagajo, je imenovana Dornbrausova terapija, s katero terapevt poišče vzrok vaših težav in jih poskuša odpraviti. Gre za terapijo, ki je sestavljena iz Dornove metode in Brausove masaže. Sicer pa več o tem terapevt Matjaž Šimonka. Dornbrausova terapija je kombinacija dveh metod, dveh, priznanih mojstrov. Je kombinacija Dornove metode naravnavanja sklepov in pa masaže hrbtenice po dr. Breusu, ki temelji na raztezanju. S šentjanževim oljem se medvretenčne ploščice navlažijo in pa s pomočjo magnetizma se vzpostavi ravnovesje po celi hrbtenici. Vsak na svojem področju sta bila fejst aktivna, sta študirala hrbtenico in težave v hrbtenici in sta pač prišla do teh spoznanj in so jih združili v to zelo fajn terapijo. Dornbraus terapija je praktično primerna za vsakega, za vse starostne skupine, ni omejitve, lahko so otroci, lahko so tudi starejši ljudje. Ni priporočljiva za nepokretne paciente, kjer je pač potrebno gibanje določenega uda, noge ali roke ali glave, kakšne rakasta stanja, potem vnetna stanja ali zlomi ali pa po težjih operacijah sklepov. Drugače pa praktično priporočljiva za čisto vsakega. Prednost glih te terapije je, da je čist neboleča. Masaža je nežna, vse se izvaja v smeri hrbtenice navzdol, da se razteza. Dornova metoda je pa naravnavanje sklepov na čist neboleč in varen način. Samo s pomočjo gibanja določenega uda se izvaja gibanje hrbtenice in samo koliko pač hrbtenica sama dopušča, lahko terapevt pač s prstom korigira tisto določeno vretence. Izkušnje so čudovite, moram priznati. Od skolioz pri najstnikih, kjer je tudi največ učinka, ker se še telo razvija pa to, do težav kroničnih težav v hrbtenici, križni del predvsem, potem vratni in ramenski del. Še najbolj sem pa ponosen dejansko na primer ene gospe, bivše delavke Mure, ki je imela fejst vrtoglavice in v bistvu težave na delovnem mestu zaradi tega, padala je s stola, ne vem, tudi alkoteste so ji nosili pa vse. Je prišla na masažo, ker je pač zdravnica priporočala, sva naredila celotno Dornbraus terapijo in po korekturi prvega in drugega vratnega vretenca je gospa dejansko brez vrtoglavic in še danes se vrača samo na tiste kontrolne terapije. Vsaj po mojih raziskavah je ta metoda pri nas premalo poznana, dočem sosednje države Avstrija, Nemčija fejst delajo na tem področju. Mi bi radi nekako približali ljudem to terapijo glih zato, ker je primerna za vsakega, priporočljiva za vsakega, vsaj enkrat letno, da se poravnajo sklepi, da se vzpostavi neko ravnovesje v telesu. Prednost te terapije je tudi, da ni potrebne nobenih zdravil, nobenih injekcij. Če imate težave, bolečine, se pogleda, kakšno je stanje hrbtenice, se korigira in vas brez bolečin, brez zdravil probamo pripeljati do stanja, da ste brez bolečin oziroma brez težav. Po izkušnjah in pa po navodilih, bom rekel, strokovnjakov, bi naj
bilo tam 3 do 5 terapij. Je čisto odvisno od stanja v sklepih oziroma hrbtenici, ampak po 3 do 5 terapijah se spostavi eno fajn ravnovesje, se skorigira, kar je nepravilnosti in za tisto leto bi naj bilo mir. Celotna terapija, masaža in pa korekcija sklepov traja nekje 1 uro, je pa rečem tudi odvisno od stanja samega v sklepih in pa hrbtenici. Ampak nekje 1 uro je komplet terapija skozi. Pri nas je nažalost še tako, oziroma tudi v Sloveniji, da ta terapija ni v sklopu zdravstvenega zavarovanja, tako da je samoplačniška, ampak mislim pa, da so cene kar dostopne, ker je tudi naš namen, da samo terapijo nekako predstavimo in pa približamo ljudem in s tem olajšamo, upam, da marsikakšno težavo in pa bolečino. Poglejmo sedaj še praktičen prikaz Dornbrowsove terapije, ki traja približno 1 uro. Dornovo metodo začnemo s korekcijo dolžine nog, s tem poravnamo noge, izravnamo medenico in posledično tudi hrbtenico. Ničkolikokrat je različna dolžina nog težava in vzrok vseh težav v hrbtenici. Najprej preverimo dolžino, potem pa naredimo izravnavo v večjih sklepih, torej kolk, kolena in pa gležnji. Za korekcijo dolžine nog sledi pregled in korekcija medenice in pa cele hrbtenice od trtice do prvega vratnega vretenca. Spoštovane gledalke in gledalci, če boste želeli kakšno dodatno pojasnilo o tej terapiji ali imate vprašanje o težavah, o katerih smo v prispevku govorili, nam jih lahko pošljete na naš naslov info@morel.si. Na njih bo odgovoril terapevt Matjaž Šimonka in njegove odgovore bomo objavili v oddaji, ki bo na sporedu zadnjo soboto v juniju.